Danes v Pomorskem dnevniku. Slovesnost ob 20-letnici Mozaika. 5 milijonov evrov za občinske prometne strategije. Črvi v šolskem kosilu v Raški šoli. Za najboljši literarni prvenec nominirana Prekmurka. Jutri bo delno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V medgeneracijskem središču Mensana je včeraj potekal slavnostni dogodek z okroglo mizo, s katerim so počastili 20-letnico Mozaika, Društva za socialno vključenost. Ob tej priložnosti so se s posebnimi gosti pogovarjali o pomenu socialnega vključevanja, vlogi nevladnih organizacij, inovacijah ter tem, kako sodelovati in delovati, da bo tudi jutrišnji dan boljši in lepši. Mozaik je društvo, ki si že od leta 2003 prizadeva za povezovanje in uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin v Pomurju. In tudi danes je Mozaik eno najbolj aktivnih društev na našem območju, na kar je opozoril tudi župan mestne občine Murska Sobota. Močno namreč podpira tiste, ki potrebujejo pomoč. Deluje tako na področju brezdomnih oseb, starejših, socialno šibkih, torej tistih najbolj ranljivih. Društvo sestavljajo ljudje, prostovoljci, ki žarevajo veliko toplino, dobroto. In kot je bilo povedano kot župan, seveda si želim čim več takšnih društev. Mozaik, Društvo za socialno vključenost, se je pred 20 leti porodilo predvsem iz potreb okolja. Odgovorilo je na takratne družbene izzive, kjer je bila visoka stopnja brezposelnosti in velik regijski razvojni zaostanek za ostalimi deli Slovenije. Zgodba, ki traja že 2 desetletji, je prinesla veliko tega. Na področju socialno-varstvenih programov za brezdomne, za ranljive družbene skupine, za tiste, ki rabijo pomoč družbe, potem recimo za brezdomne, tudi za starejše. Ob tem skrbijo za zaposlovanje ranljivih družbenih skupin, zato ustanavljajo tudi zaposlitvene centre. Tako imamo danes 2 zaposlitvena centra in v tem hipu zaposlujemo nekje 80 delovnih mest, kot mentorjev, tako tudi za ranljive družbene skupine. Velik pomen društva za uresničevanje kakovostnega življenja pa prepoznava tudi varuh človekovih pravic. Mozaik je ena izmed tistih društev, ki so zelo pomembni v slovenski družbi, zaradi tega, ker skrbi za ranljive ciljne skupine. Svetina je ob tem dodal, da ni sicer naloga nevladnih organizacij, da bi skrbele za ranljive skupine, temveč je to v prvi vrsti naloga države. Pozdravljam pa to, da država to prepozna in tudi financira, ampak ne nazadnje se samo plačuje tisto, kar ljudje naredijo, čeprav prevečkrat postavlja tudi tako imenovana polena pod noge tem organizacijam, ki se to ukvarjajo. V vseh teh letih pa se je v okviru društva zagotovo nabralo tudi nemalo izzivnih situacij. Vedno, ko delaš nekaj novega, prihaja do nekega nerazumevanja, vendar pa pogostokrat tudi do razumevanja in podpore. In mi smo se in se še vedno bomo osredotočili predvsem na tej pozitivno plat, se pravi pripravljenost na sodelovanje, kajti področje, na katerem mi delamo, nikakor ne more rešiti ena organizacija, en človek ali ena država. Danes je družba drugačna, kot je bila nekoč. Tempo življenja je včasih bliskovit, posledica tega pa so tudi precej površinski odnosi. In pri teh izzivih družbe, ki se stara, ki postaja digitalizirana, kjer se ljudje nekako oddaljujemo od en drugega, imamo mi veliko dela. In vse to je povezano tudi z nadaljnjimi načrti društva. Spodbujali bomo krožno gospodarstvo, varovanje okolja in pravice za vse ljudi, ki našo pomoč in pomoč družbe rabijo. Mi bi radi, da te ideje ostanejo, se pravi, da prihaja do nekega prehoda, prenosa generacij, do pojava tega, da ljudje, ki se učijo, mlajši ljudje prevzemajo odgovorne funkcije in da res to nek trajnostni projekt, ki ne bo ostal samo namenjen nam, ki smo zdaj trenutno tukaj, ampak da bodo te ideje potem šle tudi v prihodnost. To mislim, da je najbolj pomembno. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis, v okviru katerega se bodo občinam dodelila sredstva za sofinanciranje celostnih prometnih strategij. V okviru programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027
se izvajajo strategije, katerih poglavitni cilj je sprememba potovalnih navad v občinah in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje in javni prevoz. Vse z namenom zmanjšanja obsega osebnega motornega prometa. Ker se velik delež poti ne konča v občinah, temveč se nadaljuje tudi izven teh, je priporočljivo, da se v nadaljnjem procesu predvidi tudi medobčinsko sodelovanje, pa tudi usklajevanje posameznih strategij o zadevah skupnega interesa, kot so na primer izposoja koles in souporaba vozil. Javni razpis naj bi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo v Uradnem listu Republike Slovenije v petek, 17. novembra. Njegova vrednost znaša dobrih 5 milijonov evrov, od tega pa bo kohezijski sklad prispeval več kot 4,3 milijona evrov. Osnovnošolci ene od slovenskih šol so minuli petek poleg Martinove pojedine na krožniku dobili tudi črve. Šola je seveda takoj ukrepala, učencem pa kosila ne bodo zaračunali. Prijavo je prejela tudi inšpekcija. Učence osnovne šole Rače je med petkovim Martinovim kosilom pričakalo neprijetno presenečenje. V mlincih so namreč našli črve. Vodstvo šole pred kamere danes ni želelo stopiti, so nam pa pojasnili, da so v kuhinji takoj ustrezno odreagirali. Ko so otroci povedali, kaj so v teh mlincih našli, so mlince odstranili, čeprav v tistih odstranjenih več ni bilo nobenih vidnih nekih nepravilnosti, torej teh malih črvov. V šolski kuhinji so zato takoj uvedli vse postopke, v katerih so preverjali, od kod so mlinci prišli in kdaj so bili proizvedeni. Konkretna pojasnila zahtevajo tudi od dobavitelja. Mi smo takoj v ponedeljek vsem staršem tudi pojasnilo, takoj zjutraj napisali, se opravičili, otrokom tega seveda ne bomo zaračunali nobenemu, torej ne samo tistim, ki so to našli. Starše, ki smo jih srečali pred šolo, sicer dogodek ni posebej pretresel, pravijo, da ne gre za nič hujšega, nekateri pa o črvih v šolskem kosilu niti nič ne vedo. Vodstvo šole nas je o tem dogodku takoj obvestilo, mislim, da ustrezno obvestilo o vseh podrobnostih, tako da mislim, da je to pač en tak nesrečen pripetljaj, do zdaj smo bili v bistvu izredno zadovoljni, vse je bilo ustrezno. Čisto nič, nimam pojma, niti otroci nam niso znali povedati kaj takega, ne vem. Vodstvo šole je že stopilo v stik z inšpekcijo. Prijavo v zvezi z omenjeno zadevo smo prejeli šele včeraj, 13. novembra, in sicer strani Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo. Obravnava primera še poteka. Ukrepi bodo odvisni tudi od rezultatov nadzora. Vodstvo šole sicer pravi, da takšnega dogodka še niso imeli. Mi si naprej še prizadevamo, da otrokom nudimo neoporečno in zdravo hrano. Nam je to prioriteta. Podravnateljica še dodaja, da zdaj aktivno delajo na tem, da raziščejo, zakaj je do tega sploh prišlo. Znani so nominiranci oziroma kar nominiranke za najboljši literarni prvenec 39. slovenskega knjižnega sejma. Med nominirankami je tudi Prekmurka Laura Buzeti, avtorica zgodovinskega romana Posuj se s pepelom vaših očetov, ki je izšel pri založbi Litera. Žirija pod vodstvom predsednice Suzane Tratnik, pisateljice rojene v Murski Soboti, ter članov Nade Breznik in Boruta Gombača je izbrala avtorje, ki so z literarnim prvencem najbolj navdušili. Med nominirance za nagrado za najboljši literarni prvenec 39. slovenskega knjižnega sejma so se uvrstile 3 pisateljice. Žirija je izbrala Z luknjami v prepihu Lare Božak, Težko vodo pije Prezelj ter Posuj se s pepelom vaših očetov Laure Buzeti iz Bakovec. Laura Buzeti je sicer zmagala na Literinem natečaju za kratko ljubezensko zgodbo, nagrada pa je bila izid knjige. Knjiga ima dobrih 200 strani, odlikujejo pa jo odlično izrisane značajske poteze likov, ki so svojimi psihološkimi značilnostmi izredno prepričljivi. Jedro romana je poklek nemškega kanclerja Willija Brandta pred spomenikom herojem in žrtvam Varšavskega geta ob podpisu sporazuma med Nemčijo in Poljsko, s katerim so bila Poljski vrnjena v vojni zasedena ozemlja.
Dogajanje je strnjeno v 3 dni. Skozi opise kanclerjeve prisotnosti v Varšavi pa skuša novinarka, tudi sama žrtev vojnih zločinov, doumeti iskrenost kanclerjevega kesanja. 39. slovenski knjižni sejem se bo sicer odvijal od 21. do 26. novembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, nagrado najboljši avtorici pa bodo podelili 23. novembra. Tudi v občini Sveti Jurij ob Ščavnici so potrebe po novem, večjem vrtcu še kako v ospredju. A tudi ta občina bo kmalu bogatejša za nove prostore. Vrtec, ki je že v procesu gradnje, bo sprejel 90 otrok. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici si že dolgo prizadeva za dodatne prostore, s katerimi bi zadostili potrebam v občini. Veliko družin je namreč zaradi prostorske stiske moralo za svoje otroke nastanitev v vrtcih poiskati celo v okoliških občinah. V maju je župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici Andrej Vrzel z izvajalcem del, podjetjem Makro 5 gradnje iz Kopra, podpisal pogodbo. Gradnja novega vrtca s 5 oddelki, ki bo sprejel 90 otrok, že poteka, in to neposredno ob obstoječem vrtcu, v katerem je sicer prostora za 50 otrok. Vrednost projekta znaša dobra 2,5 milijona evrov. Občina pa je že leta 2021 na podlagi razpisa takratnega ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila nekaj več kot 1.170.000 evrov nepovratnih sredstev. Gradnja naj bi se predvidoma zaključila v sredini junija 2024. Murska Sobota nosi tudi naziv Prostovoljstvu prijazno mesto. In pravkar se je pričelo tudi glasovanje za najprostovoljca, najprostovoljno društvo, najprostovoljno organizacijo in najprostovoljni dogodek. Predloge lahko podate do 29. decembra, vse podrobnosti pa najdete na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota. Sedaj pa še poglejmo, kakšno vreme nam prinašajo prihajajoči dnevi. Danes je bil v naših krajih pretežno jasen dan. V Radencih je bilo popoldne namerjenih 14, Lendavi 13, tudi v Krajinskem parku Goričko toliko, medtem ko je bilo v Murski Soboti 12 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z nekaj jutranje megle. Popoldne se bo zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 0 do 1, podnevi od 13 do 14 stopinj. V noči na petek se bo od zahoda pooblačilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V petek dopoldne bo pretežno oblačno, ponekod bo rahlo deževalo. Popoldne se bo jasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter. V soboto bo sončno s hladnim jutrom. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od -2 do 5, čez dan od 7 do 11 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.